dnevom Laščanov začetek 51. piva in cvetja. V Laškem so imeli že pred 130 leti proizvodnjo elektrike na vodni pogon. Celjski policisti pri 30-letnem Celjanu odkrili prostore za gojenje konoplje. Celjski nogometaši si v novem državnem prvenstvu želijo uvrstitve v Evropo. Lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Čez nekaj minut se bo uradno pričel 51. festival piva in cvetja. V Laškem je bilo veselo že sinoči, saj so v Ticu Laško v sodelovanju s pivovarno Laško organizirali že tradicionalni dan Laščanov, ki domačinom dan pred festivalom ponuja bogat kulturni in zabavni program. Vsako leto mnogo Laščanov zapusti svoje domove v času piva in cvetja, saj jih pri vsakodnevnem življenju precej moti hrup festivala. Kot nekakšno opravičilo in zahvalo za razumevanje, dan pred začetkom piva in cvetja, Tic Laško v sodelovanju s pivovarno Laško prireja tako imenovani Dan Laščanov. Ja, v bistvu je to kot nek uvod v pivo in cvetje, pravzaprav pa se je to pred 15 leti, oziroma prvič je bilo leta 2001, začelo ravno s tem namenom, da se nekako oddolžijo oziroma oddolžimo organizatorji pivo in cvetja vsem meščanom in jim na nek način tudi čisto zanje ponudimo pač prvi dan nekaj posebnega oziroma predhodno ravno zato, da potem lahko zdržijo tiste ostale dni, ko se pač zadeva odvija. Laščani so na predvečer enega največjih festivalov v Sloveniji imeli priložnost poslušati domače glasbenike, preizkusiti svoje sposobnosti v različnih spretnostnih igrah ter se vpisati v knjigo Laščanov. Danes moram reči, da imamo kar pester scenarij, no že to, da je 15. obletnica nekaj posebnega. K sodelovanju smo po dolgih letih povabili tistega, ki je bil pobudnik, torej gospoda Lojza Obržana, in s tem smo tudi obudili nekatere igre, ki so se že včasih izvajale, pa jih bomo danes, kot sem rekla, po dolgih letih ponovno. Sicer pa nekaj glasbe, nekaj različnega žanra, sami domači izvajalci, vsi so Laščani, tako da vsega pomalo. Dan Laščanov se je prvič odvil leta 2001. Letos so se torej Laščani zbrali že 15. Ja, ta ideja se je rodila leta 2000. Ideja je pa prišla enostavno zaradi tega, ker Laščani nekateri težko prenašajo to rogoviljenje po Laškem, nekateri dobro spremijo in rekli smo, poklonimo se tistim, ki ostajajo v Laškem, ker mnogi zapustijo Laško v teh dneh, pa da se ne srečujemo samo za 1. maj, ko polagamo cvetje svojim pokojnim, da se tudi na nekem veselem dogodku dobimo. In da se dobimo dan pred uradnim začetkom piva in cvetja. Prav gotovo je to en tak poseben dan, mislim, da ima malo občin svoj dan, tako ga imamo mi. Mi smo ponosni na svoje pivo, na svoje ljudi, na svoj kraj in seveda temu pomembno je tudi, da smo vsi tu. Dan Laščanov je poleg domačih ansamblov in zabavnih iger ponudil tudi z odprtjem prav posebne razstave. Gre za razstavo, ki je posvečena 190. obletnici pivovarne Laško. In razstava je en prerez točilnih naprav od tistega čisto začetka, ko so se točilne naprave sploh pojavile, ko se točeno pivo sploh pojavi na tržišču, pa do današnjih dni. Tako da imamo tu predstavljene vse točilne naprave od tistega najpreprostejšega sistema, to je sod s pipo, kjer je pivo takole počasi teklo v krigl, pa do te najmodernejše naprave danes, ki se imenuje Niagara, ki dejansko v 3 sekundah napolni pollitrski krigl. Razstava bo odprta vsak dan v času piva in cvetja, ob popoldanskih vodenih ogledih pa bo možna tudi brezplačna degustacija piva. V Laškem so imeli prvo napravo za proizvodnjo elektrike na vodni pogon na slovenskih tleh. Letos mineva že 130 let od začetka njenega delovanja, zato so v Termani na prvotni lokaciji naprave danes otvorili maketo, ki bo prihodnje rodove spominjala na tehnološko razvitost takratnega zdravilišča. Takole je s pritiskom na gumb Anton Gotar, nekdanji upravljalec originalne centrale, ki je bil v zdravilišču zaposlen od leta 1956, zagnal maketo prve vodne elektrarne na slovenskih tleh. Kolo se je zavrtelo in luč je zasvetila. Nekdaj je kolo poganjala voda iz reke Rečice, ki je bila preko kolesa speljana v Savinjo. In če je bila vodna centrala nekdaj glavni vir energije, so jo v Gotarjevih časih uporabljali le še za rezervo. To smo rabili samo v silah, kdaj je zunanje energije ni bilo.
da smo imeli, če je zmanjkalo, ker takrat smo bili brez termalne vode, ne? Da smo lahko delali, kaj smo črpali termalno vodo, potem razsvetljavo celo v objektu, pa drve smo žagali. Kar fajn je bilo, najslabije je bilo v jesen, ko je padalo listje, ko je nam mrežo za delali, pa je obstavilo vse skupaj. S pomočjo vode so tako lahko ustvarili okoli 5 kW električne energije in prav v Laškem naj bi s tako pridobljeno energijo zasvetila tudi prva žarnica na Slovenskem v začetku 80. let 19. stoletja. Idejni pobudnik postavitve makete je bil Laščan Srečko Lesjak, ki se je natančno poglobil tudi v zgodovino. Ko sem zasledil, da je pač praktično prva žarnica na Slovenskem na elektriko proizvedena z vodnim pogonom zasvetila v Laškem, sem začel malo to brskati. Po zgodovinskih zapisih, ki so v zdraviliških arhivih dosegljivi bili, je bilo to že 82. leta nekako, kar bi pomenilo, da 3 leta po iznajdbi oziroma patentiranju prve Edisonove žarnice je zasvetila tule žarnica. To mogoče komu zveni tako malo čudno, da je v Laškem, ampak takrat je odkupil 881. leta je zdravilišče odkupil en svetovljan športnik in premožen Teodor Gunkel, ki je bil verjetno tudi v Parizu 80. leta, ko je bila svetovna razstava, kjer je Edison prvič prikazal to svojo žarnico. Vodstvu občine Laško se je zdela ideja zanimiva in z nekaj prostovoljnega dela ter sponzorskega denarja je bila ideja realizirana. To smo nekako z skupnimi močmi, z podjetji iz Laškega, Komunalo, Termano in pa občino Laško smo nekako pristopili k tej uresničitvi te ideje gospoda Lesjaka, ki je stara približno 3-4 leta in nekako je ta maketa iz tega nastala. Bolj resno smo pa se odločili v maju v letošnjem letu, da to uresničimo, glede na to, da je leto 1885, mislim, da tiste zadnji datum, ko je že gorela luč v Laškem, proizvedena na vodno energijo. Maketa vodnega kolesa je locirana na območju Termane med starim in novim delom zdravilišča ter je dostopna vsem. Po ogledu makete pa lahko zavijete še v bližnji muzej elektroenergetike, kjer hranijo preko 5000 različnih eksponatov. Celjski policisti so s pomočjo vodnikov službenih psov na podstrešju stanovanjske hiše 30-letnega Celjana odkrili prostor za vzgajanje konoplje. V ostalih prostorih stanovanjske hiše v različnih posodah, vrečkah in kozarcih so našli 1,5 kg posušene konoplje. V zamrzovalnem delu hladilnika so našli okrog 50 gramov halucinogenih psihoaktivnih gob ter pripravke za proizvodnjo le-teh. Policisti so pod sedežno garnituro našli izjemno dobro opremljen prostor, prirejen za vzgojo konoplje, ter v njem 50 rastlin konoplje. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so celjski policisti 30-letnega Celjana privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil sodno pridržanje. S tekmo med Mariborom in Zavrčem se bo jutri začelo novo nogometno državno prvenstvo. Velenjski Rudar bo v prvem krogu v soboto gostil Krko, Celjane pa v nedeljo čaka gostovanje v Krškem. V celjskem klubu so na novo sezono dobro pripravljeni, sploh ob dejstvu, da so poleg prijateljskih odigrali tudi 2 evropski tekmi. Ta Evropa je za nami, mi nekako se zdaj v miru pripravljamo na prvenstvo. Vizija kluba se ni spremenila v tem obdobju, cilji so jasni, kar pomeni nekako spet z napadalno, atraktivno igro privabiti čim večje število gledalcev, nekako formirati igralce za neko všečnost, se pravi za nadgradnjo njihovega dosedanjega dela. Zdaj razen nekih manjših poškodb, mislim, da je ekipa formirana, kljub vsemu še pričakujemo 2 okrepitve v tem zadnjem obdobju. Jaz mislim, da vseeno, da smo po vsebini prišli do tega, do kar smo želeli. Mislim, da smo solidno pripravljeni v tem trenutku že za prvo tekmo.
Mislim pa, da bomo iz tekme v tekmo samo še rasli, tako da nekako z optimizmom že zremo v prihodnost. Celjane v uvodnem krogu čaka gostovanje v Krškem, za katerega bo to premiera na prvoligaški sceni. Kar se tiče Krškega, jaz mislim, da nas čaka zelo težko delo iz prvega vidika, ker nekako so, bom rekel, polni nekih emocij, čustev, nekako z prvim vstopom ali pa prvo tekmo v ligi. Pričakujem tudi večje število gledalcev, ki bo sigurno njim zelo v oporo. Je pa dejstvo, da mi nekako se moramo prikazati v najboljši možni luči, bom rekel, biti kvalitetni na terenu in nekako sigurno si želimo za zmago začeti prvenstvo. Ko ekipi kot meni mislim, da je vedno cilj zmagati. Tekmec je prvič v prvi ligi, mi smo vsekakor tu favoriti in šli bomo sigurno na zmago in 3 točke. Celjanom bo že v Krškem pomagal zadnji novinec, povratni komatični klub Jure Travner. Čutki so zaenkrat zelo pozitivni, mlada ekipa, zelo motivirani, z lepo igro lansko sezono. Žal v tujini nisem našel aranžmaja in klub mi je ponudil možnost treniranja na začetku, na to so me prosili, če obstaja kakšna opcija, da bi tudi tu se registriral in igral in na koncu smo se dogovorili. Lani sem bil na koncu sezone malo poškodovan, upam, da mi bo igranje tukaj pomagalo, da spet najdem kakšno opcijo v tujini. Mislim, da ga vsi ljubitelji celjskega nogometa zelo dobro poznajo. Jure tu nekako po lanski poškodbi nekako želimo omogočiti, da se čim prej vrne, bom rekel, na evropsko sceno. Hkrati pa se zavedamo, da nam je lahko ena velika pridobitev za našo ekipo, za svojimi izkušnjami na in tudi ob igrišču, tako da smo se zelo hitro dogovorili. Tudi, bom rekel, Jure je navajen in, bom rekel, na sistem dela in na, bom rekel, okolico, tako da zaenkrat moram reči, da vse v najlepšem redu. V lanskem letu so Celjani v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije osvojili 2. mesti. Letos bi jih zadovoljila uvrstitev v Evropo. Mi nekako še vedno, bom rekel, smo omejeni v proračunu, pa to ni noben alibi, daleč od tega. Se pravi, da bomo poskušali nekako predvsem igrati atraktivno za gledalce, da, bom rekel, mislim, da so bili v lanski sezoni zadovoljni, da so zadovoljni odhajali iz Arene Petrol, da so imeli marsikaj za videti. Nekako želimo biti tekmovalni, konkurenčni, tudi, bom rekel, najboljšim ekipam v Sloveniji, tudi, bom rekel, njim nekako ponagajati. Ni pa dobeno skrito dejstvo, da je nekako, kar se tiče lestvice, kar je najmanj ali pa najtežje predvidljivo, nekako je cilj Evropa. Tako da mi svoje cilje imamo tudi tako vsako leto nekako svoje skrite cilje, kam si želimo, bomo pa videli nekako iz tedna v teden, kako se bo zadeve vrtele. Verjamem pa, da bo tudi letošnja zgodba uspešna. Srečanje v Krškem se bo v nedeljo začelo ob 18:30. Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne ali zvečer bodo možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo po večini sončno in zelo vroče. Predvsem na severu države bodo popoldne in zvečer še možne posamezne nevihte. Ja, upamo, da vam ne bo prevroče. Tole so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Do prihodnjič lep pozdrav in srečno.